Lep pozdrav! Kar nekaj mesecev je minilo, odkar sem obljubila, da pripravim novo delavnico. Zdaj je pripravljena. Poimenovala sem jo Kako se energijsko zaščititi s podnaslovom Človek kot energijsko bitje. Med nami se nenehno spletajo energijske vezi. So kot vse smeri razprostrta mreža, po kateri poteka izmenjava energij v vseh naših odnosih. Tudi če je nek odnos oddaljen, že sama misel spomina nanj vpliva na naš notranji mir. Lahko ga okrepi, lahko ga zmede ali celo poruši. No, v vseh primerih se naše čustveno stanje spremeni. Prvi nas napolni s pozitivno energijo, drugi pa ravno obratno. Psihično nas izprazni in fizično izčrpa. Zato so velik faktor, kar zadeva naše psihofizično zdravje. No, energijsko občutljivi smo vsi, saj smo vendarle energijska bitja. Je pa res, da se nekateri ljudje bolj zavedamo delovanja vpliva energij, nekateri pa nekaj manj. Ampak za nikogar od nas ni potrebe, da bi se prepuščal volji tako imenovanim energijskim vampirjem ali pa se tudi sam hranil z energijo drugih. Na vse ljudi seveda ne moramo vplivati. Počnejo hote ali pa ne hote, kar je v njihovi naravi. Ampak zakaj bi se pred njimi zapirali umilne mehurčke ali pa postavljali nevidne zidove pred vsemi, ki posegajo naš prostor, naše misli in naša čustva? Vse to nas zgolj distancira od sveta okrog nas in konec koncev tudi od nas samih. To je dober način samo, če želiš ostati sam in ločen od življenja. Ampak zdaj že vsi vemo, da je čarobna palica v naših rokah. Ime pa je odgovornost do sebe. No, odgovornost do sebe je, po mojem mnenju, edina odgovornost, ki jo imamo. In edina, ki se je tako zelo radi izogibamo, ker je precej lažje kazati in opominjati druge, saj sami veste. No, ampak ko prevzamemo odgovornost zase, takrat začnemo krepiti svojo bit. In ko je postavljena, vsi mehurčki in nevidni zidovi postanejo nepotrebni, pa tudi klicanje vseh nebeških bitij in drugih pomočnikov. Kajti prst, katerim kažemo na druge, usmerimo nazaj k sebi in začnimo z delom. Delavnica Kako se energijsko zaščititi je namenjena vsem, ki se najdete nekje v naslednjem. Ali ste po stiku z gručo ljudi utrujeni, prazni, če vas dotični odnos izčrpava, ali pa, če vas kdaj pa kdaj med kakšno komunikacijo kar odnese, izgubite kontrolo nad sabo in posledično nad samo situacijo. Pa tudi, če bi bili radi psihično močnejši, če niste samozavestni, kadar si tega najbolj želite, če se težko postavite zase, po drugi strani pa, če ne spite dobro, če bi se radi v zavetju doma bolje počutili, pa ne samo v okviru svoje spalnice, dnevne sobe, hiše, ampak da tudi okrepite energije svoje bližnje okolice, pa tudi delovnega prostora in ne nazadnje, če želite svojemu otroku zagotoviti okoliščine za ustrezen razvoj v odraslo osebo. Če vas pa karkoli več zanima, si preberite v povezavi nekje okrog tega videa. Jaz se že močno veselim. Srečno in se vidimo!